Ali mogoče govorite dva jezika? V obeh lahko razmišljate? Ali mogoče poznate koga, ki govori vsaj dva jezika? Včasih je veljalo prepričanje, da je dvojezičnost škodljiva. V današnjem času dvojezični ljudje niso redkost. Tako da danes o tem vemo veliko več. Vse se začne z jezikom, seveda. Pa ne s tem jezikom. Jezik je glavno sredstvo komunikacije med ljudmi, kot tudi kulturna univerzalija. To pomeni, da ni kulture, ki ne bi imela svojega jezika. Ljudje se uspešno sporazumevamo, če razumemo enake znake na enak način. Ali vsaj podoben. Ampak v tem primeru se določene informacije izgubijo. Dvojezični ljudje pa razumejo dve kulturi v globljem pomenu. Ker so meje našega sveta, meje našega jezika. In ker je tisto, kar je za kulturo najbolj značilno, v tuje jezike težko prevedljivo, naša prihodnost pri boljšem medsebojnem razumevanju so morda večjezični ljudje. In ne samo to. Ameriški znanstveniki so leta 2008 odkrili, da ljudje, vzgojeni v več kulturah, lahko spreminjajo svojo osebnost, odvisno od kulture, v kateri se nahajajo. Ženske v raziskavi so namreč svoje občutke pojasnjevale različno, odvisno od jezika, v katerem so govorile.